Prejšnji četrtek, 9. septembra, je jezikovni center Mint International House Ljubljana na svojem vrtu gostil kulinarični dogodek naslovljen Svetovni okusi. Ob začetku novega šolskega leta so nas po svetu popeljali na malce drugačen način, za kar je poskrbel priznani slovenski kuhar Damjan Fink, ki ga je Vesna Malnar v vlogi povezovalke dogodka opisala tudi kot idejni in motivacijski motor projekta Kulinarični zakladi Slovenije. Pokušanje dobrot sta z glasbo pospremila pianist Miran Juvan in pevka Alenka Godec. Zbrane je pozdravil Kevin Morrison, predsednik Britanske gospodarske zbornice v Sloveniji in pa seveda direktorica jezikovnega centra Mint Mojca Hergovt Koletič. Ideja tega dogodka je, da se malo predstavimo našim poslovnim partnerjem še na drug način, torej da pokažemo, da potovanja po svetu niso samo na podlagi jezikov, da je veliko tega tudi povezano s hrano, kajti vedno, ko gremo v tujino, radi sprobavamo tudi lokalne specialitete in to nam je današnji kuhar izvrstno pripravil. Poleg okusov so pri Mintu poskrbeli tudi za oči z razstavo Pictures Slovenija, ki bo kmalu potovala po celem svetu. Drugi namen pa je tudi predstavitev Pictures Slovenija, to je velik projekt, ki bo promoviral Slovenijo ob 20-letnici in International House je tukaj podpornik projekta v tem, da bodo International House šole po različnih lokacijah na svetu gostile slike o Sloveniji. Te slike morajo se promovirati na lokacijah, ki jih ljudje obiskujejo in jezikovne šole so obiskane šole, zato se nam je zdelo, da so kot nalašč primerne za razstavo v Sloveniji, ker seveda, ko bo to nekaj razstavljeno v Avstraliji ali v Kanadi in to so to pač šole, kjer je ogromno ljudi, ki bo verjetno marsikdo prvič slišal za Slovenijo. Kot je poudaril kuhar Damjan Fink, je za kuho september odličen čas. Vse je namreč sveže, od zelišč, gob do mesa. Kako pa je z učenjem jezikov v Sloveniji? Se Slovenci, odkar smo vstopili v Evropsko unijo in se še tesneje povezali s svetom, učimo več? Se čuti porast? Se čuti. Seveda se nekoliko čuti tudi zdaj malenkost krize, tudi ta ni nam čisto prizanesla. Čeprav na nek način se čuti morda tudi v pozitivnem smislu, da se ljudje bolj zavedajo, da je znanje tista prednost, ki jo potrebujejo. Tako da zaenkrat, ja, morda smo opazili porast drugih jezikov tudi, kajti angleščina je v Sloveniji že na precej visokem nivoju in je že sama po sebi razumljiva, tako da zdaj v bistvu so drugi jeziki, ki jih človek še zna, tista konkurenčna prednost pred drugimi. Med jeziki je v Sloveniji še vedno najbolj popularna angleščina, se pa z odprtjem mej veča zanimanje tudi za druge. Ja, angleščina je sicer še zmeraj krepko na prvem mestu. Vse več pa je povpraševanja po novih trgih, kamor se širimo. To je ruščina, to je španščina. Mislim, da prihaja tudi čas portugalščine. Kitajščina zaenkrat pričakujemo, da pride kakšnega silnega porasta, pa povpraševanja v Sloveniji zaenkrat še ni. Jezikom pač ne uidemo, pa naj bo to zasebno ali poslovno, na počitnicah ali doma.